Sem Dragana Marošević, doma z Gradišča nad Prvačinom. Sicer sem pa, doma iz Vojvodine, rojena v Pančevu. Hobi je literatura. Zaposlena sem v domu Gradišče. Sicer sem pa tudi, tajnica pri Goriškem literarnem klubu Govorica. Ta knjiga je stara toliko kot jaz. S sabo jo je vzela moja mama, ko je, mislim, da leta, 1975 prišla v Slovenijo z enim kovčkom in z mano in ta knjiga je bila zraven. Mislim, da je mama iz nje še dolgo časa pripravljala jedi. Mislim, da so noter, taki domači recepti. Je v cirilici knjiga, že vsa potrgana, poguljena. In mislim, da je to ena vez moje mame z domom, ker takrat ženske so šle, ne vem, če s trebuhom za kruhom, mislim, da je šla z otrokom po kruh. Moja mama je šla sama, in se je nastalila tule, dobila službo hitro, takrat v tistem času v Sloveniji so bile službe. In je to bila neka vez z domom. Zato jo je tudi toliko časa ohranila in zdaj jo je dala meni, ker pač ona ima zdravstvene težave in se mi zdi, da počasi razdaja stvari, da ostanejo v spominu nam, meni in potem tudi mojim otrokom. Jaz sem bila zelo majhna, sem bila 4, mogoče 5 let stara. Spomnim se, ravnice, spomnim se žitnih polj. Jaz sem sicer, rojena v mestu, sem teh nekaj let tudi odraščala v mestu, pač živela v mestu. Hodila sem veliko na počitnice, k sorodnikom, sestričnam, bratrancem. Vsi so živeli na vasi, no, in potem tudi ta spomin na ta žitna polja, sončnična polja. Mislim, da najbolj, kar mi je ostalo v spominu iz tistih prav otroških let, vonj. Vonj po domači hrani, po kokošji supi, kako bi rekli, po višnjevem štrudlju. Vonj po domovini. Po nekem času, ki je minil in ki ga ne bo več, vendar so to spomini, ki ostanejo. In je prav, da se jih spominjamo, in je prav, da jih prenašamo na otroke, na vsi, ki so za nami. Moja mama ni imela nikogar, živela je z enim moškim, ne, ke je bil, pač je prišel v Slovenijo in potem je ona z mano. Brat se je rodil tule v Sloveniji kasneje. Če ne, ni nobenega poznala. Takrat, so bili tule, predvsem tule na Primorskem, mislim, da veliko ljudi iz Bosne. Vendar tam s tistega kraja, kjer je moja mama doma, kjer sem jaz doma, pa ne, nikogar. Mislim, da potem si je tudi ona težje spletla neko mrežo prijateljic, vendar nikoli ni imela nekih prijateljic, ker v bistvu ni imela nikogar tule, ne. Večina ljudi, veliko žensk je hodilo iz Bosne ali pa iz južne Srbije. A so prišle čuvat otroke, ne vem, neki sestrični ali nekomu, teti, ne, in so imeli nekoga, ne. Moja mama ni nobenega poznala, ne. Tako da je bilo zanjo mogoče še težje, ker se ni imela na koga nasloniti. Je bila prav sama prepuščena. Jaz mislim, da sem slovenščino osvojila zelo hitro, ker sem bila otrok in sem se hitro naučila. Zame jezik ni samo sredstvo izražanja, ampak, izražanje nekega odnosa, neke kulture. Jezik je živ, lahko ga obračamo na vse načine in se izražamo
tako, kot je treba, ali pa tudi drugače, ne. Jaz sem zelo ponosna na materinščino in na na slovenščino, in na svoje otroke, ker vsi trije obvladajo oba jezika. Doma vedno govorimo srbohrvaščino, čeprav zdaj reče, da to ni več jezik, ampak zame je, jaz sem s tem zrasla. In tudi slovenščino obvladamo vsi. Jaz se lahko izražam, bolje se izražam v slovenščini, zato ker lepše pišem. V srbohrvaščini mi pa manjka, govorim odlično, ja, to seveda, ampak manjka mi pravopis, manjka mi gramatika, ne. Mislim, da človek, ki tako zataji materinščino ali pa ke je ne zna, ke se ne nauči, to ni ni dobro. Tudi zaničevanje ljudi, ke govorijo drugače, ke uporabljajo tudi svoj jezik ali pa kakšen drugi, sploh ni to pomembno, to ni v redu. To je žalitev, to je, tega se ne smemo posluževati. Ja, to se je dogajalo in to se še dogaja. K sreči sem jaz tak tip, da to vržem čez ramo oziroma saj ne, da me ne prizadene, ne, seveda me, ampak ne jemljem tudi tako tragično. Kot je moja hči rekla, da pomiluje take ljudi, ki ne sprejmejo, da nekdo govori drug jezik. Mene ni bilo nikoli sram, niti mojih otrok, da bi na cesti govorili srbohrvaščino ali pa kjerkoli. To je bilo hiter preklop. Ne, to sploh ni bilo vprašanje, da bi se tega sramovali ali da ne bi govorili, da ne bi hoteli. To ne. Vem, da v šoli, no, je prav tako en sošolec, ke me je večkrat na ta račun zasmehoval, ali pa verjetno je imel sam s sabo težave, potem to pride tako. Ni mi pa všeč, da se delajo razlike z jezikom, ne. Ko nekdo z juga lomi slovenščino, tako kot moja mama. Moja mama se ni naučila perfektne slovenščine, se tudi nikoli ne bo. Je zaničevanje, ne, ko pa neki Anglež lomi slovenščino, je pa to, kako lepo se je naučil, ne. Tule je pol, to ni prav, ne, to ni v redu. Ja, sprejmem, da vsak ima svoje mnenje, tako kot ga imam jaz, ampak to ni v redu. Zakaj bi se, jezik je treba negovati. Jaz ljubim slovenščino, če ne se ne bi izražala, ne bi pisala. No, zdaj tudi študiram slovenistiko, tako da ne vem, zakaj ne bi, ne, saj ljudje se malo čudijo, ne, ko nekdo z juga ljubi slovenščino. Pa to ni zdaj samo v slovenskem narodu, ne, da tako sprejema, tudi moj, ne, tudi ne vem, Srbi ali Hrvati ali kdorkoli, ne. Kaj boš to, ne, zakaj boš študirala slovenistiko oziroma slovenščino, ne? Jaz bom zdaj zvenela klišejsko. Vztrajati in se učiti, učiti. Znanje je nam podarjena stvar. Jaz nisem študiran človek, ampak znanje, razgledanost, to pa lahko vsak pridobi. To ni treba, da hodiš v šolo, ni treba, da študiraš. Veliko je treba brati, no, jaz tako mislim.